Koliko električnih karavanov poznate? Jaz sem se mogel prav potruditi, da sem poleg tega našel še 3, ampak so v bistvu vsi 3 toliko dražji, da jih sploh nima smisla omenjati. Zato je MG5 EV v bistvu edini električni karavan, ki si ga lahko privošči vsak, ki kupuje nov avto. Zakaj pa bi imel karavan, če danes vsi kupujejo križance? Ja, ker se lepše pelje, je bolj udoben in tudi strošek vožnje je načeloma nižji in seveda ima tudi ta veliko prostora. V kabini se bo brez težav vozila družina, ker je avto dolg 4,6 metra, no prtljažnik bo pa tudi brez težav pogoltnil vso kramo. 476 litrov ponuja in mu pogonska baterija ne odžira prostora. Res je, lahko bi bil še malenkost večji in lahko bi imel še prtljažnik spredaj, ampak ker MG5 EV ni narejen na namenski električni platformi, je to pač kompromis, ki pa v bistvu sploh ni zelo slab. Elektromotor poganja sprednji par koles in ima 115 kW moči, to je 156 konjičkov, kar poskrbi za poskočno vožnjo, če gledam nanj kot na družinski avtomobil. 8,3 sekunde potrebuje z mesta do 100 na uro, ker je za električni avtomobil tudi precej lahek, okrog 1600 kg tehta. Manjša masa se pozitivno pozna tako pri udobju kot pri dinamiki vožnje, ker MG5 sploh ne deluje okorno, pa še občutek na volanu je presenetljivo dober. Ni to avto za špilat frajerja, ko boste ženi pokazali, kako dober voznik ste, je pa avto veliko bolj poskočen, kot nakazuje ta zadržana oblika. Lahko vleče še 500 kg težko prikolico, če boste montirali kljuko, torej je uporaben tudi za našega Mateja, oziroma za vse tiste, ki s sabo vozite električna kolesa. Za ta je v bistvu še posebej primeren. Ima namreč funkcijo Vehicle to Load, kar pomeni, da lahko črpa energijo iz te velike baterije in v bistvu z njo napolni kakšno drugo stvar na terenu, ki potrebuje elektriko. In ta druga stvar je v mojem primeru električno kolo. Zadeva je čisto simpel, priklopim in začnem polniti. Namesto kolesa bi lahko priklopil kakšno drugo stvar, naprimer kosilnico ali pa žar na elektriko, ampak nimam mesa s sabo in se mi je zdelo kolo boljša ideja. Za razliko od večine ostalih kitajskih avtov sem tukaj prav prijetno presenečen, da DAB dobro deluje. Vem, sem še iz stare šole in nekateri še poslušamo radio, ima pa seveda tudi podporo za Android Auto in CarPlay. Pomembno je, da so vse funkcije na zaslonu precej enostavno dosegljive, ker so urejene takole po sklopih in v bistvu takoj dostopne. No, v MG Pilot pa v bistvu so na voljo tudi vsi sistemi za pomoč vozniku pri vožnji. In spodaj so našli še prostor za klasična stikala, to je pa za vse tiste, ki se nismo rodili s telefonom v roki. Poraba zdaj v hladnem vremenu ni majhna, sploh ker se večinoma vozim po avtocesti, tako da je okrog 21 kWh in z njim na Gorenjskem prevozim okrog 250 km, tukaj blizu obale, kjer je malo bolj toplo, pa okrog 300. Po VLTP naj bi prevozil celo 400 km, kar bi pa dosegel, če bi se večinoma vozil po mestu in njegovi okolici. Edino pri polnjenju bi si želel, da bi se odrezal malenkost bolje. Največja polnilna moč je v bistvu samo 80 kW, jaz več kot 77 niti videl še nisem. Je pa res, da ga bo večina najbrž polnila kar lepo doma, je najceneje in tudi najbolj enostavno. Če imate 11 kW polnilnico, bo baterija polna v 6 urah.